Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o slovenskem poveljniku Francu Rozmanu Stanetu. Franc Rozman, bolj znan kot komandant Stane, je ena ključnih osebnosti slovenskega odporniškega gibanja v času druge svetovne vojne. Rojen je bil leta 1911 v Spodnjih Pirničah pri Medvodah v revni kmečki družini. Franc je zgodaj ostal brez očeta in je bil prisiljen delati že v mladih letih. Izšolan je bil za pekovskega pomočnika, a je svojo življenjsko pot našel v vojaškem poklicu. Leta 1936 se je kot prostovoljec udeležil španske državljanske vojne, kjer se je boril v mednarodnih brigadah proti fašistom. V Španiji se je pridobil pomembne taktične in politične izkušnje, ki so pozneje močno vplivale na njegovo vlogo v slovenskem odporu. Po internaciji v francoskih taboriščih in vrnitvi v domovino ga je okupacija Jugoslavije leta 1941 pognala naravnost v boj. Ob vstopu v osvobodilno fronto je Rozman hitro napredoval. Bil je eden izmed ustanoviteljev in poveljnikov Štajerskega bataljona, kasneje pa je postal poveljnik glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Bil je taktično usmerjen, discipliniran in sposoben povezovalec enot. Njegova najpomembnejša vojaška zasluga je reorganizacija slovenskih partizanskih enot v bolj vojaško učinkovito formacijo. Leta 1943 je vodil preoblikovanje enot v brigade in divizije, s čimer je slovensko partizanstvo pridobilo strateško globino. Znan je bil tudi kot eden glavnih akterjev v bitki v Suhi krajini in Dolenjski, kjer so partizanske sile pod njegovim poveljstvom povzročile resne izgube okupatorjem. Med njegovimi odmevnejšimi vojaškimi dosežki je vsekakor tudi ustanovitev 14. divizije, ene najbolj izkušenih in pomembnih enot slovenskega partizanstva. Vendar pa Rozmanova zgodovina ni brez temnih senc. Kot vrhovni poveljnik slovenskih partizanskih enot je nosil del odgovornosti za delovanje svojih podrejenih. Čeprav ni bil vedno vključen v politične ali varnostne strukture, ki so delovale vzporedno z vojsko. V času njegovega poveljstva so se na partizanskem ozemlju izvajale tudi likvidacije civilistov, zlasti tistih, ki so jih partizani označili za kolaborante ali sovražnike revolucije. Znana je na primer usmrtitev 14 zajetih vaščanov v Grahovem, ki so jih partizani obtožili sodelovanje z Italijani. Delovanje tajne politične policije, znane kot VOS, Varnostna obveščevalna služba, ki je bila pod neposrednim nadzorom Komunistične partije Slovenije, je v tistem času prav tako že delovala. Čeprav VOS ni bila pod vojaškim poveljstvom glavnega štaba, je delovala na istem osvobojenem ozemlju in je bila odgovorna za številne izvensodne likvidacije, pogosto brez vednosti širše partizanske javnosti. Eden najbolj znanih primerov zločinov revolucionarnega nasilja, kot je bil poboj v Kočevskem Rogu, ki se je sicer zgodil šele po Rozmanovi smrti, a sam sistem tajnih likvidacij je obstajal že v času njegovega delovanja. Osebno ni dokazano, da bi Rozman ukazoval tovrstna dejanja, vendar kot najvišji vojaški poveljnik nosi moralni in politični del odgovornosti za splošno stanje znotraj gibanja, katerega del je bil. Sporna je tudi vloga partizanskih enot pri obračunavanju z nekaterimi notranjimi nasprotniki, kot so bile vaške straže, katoliški duhovniki ali posamezniki, ki niso podpirali komunistične linije. Pri tem so bile pogosto žrtve tudi nedolžne osebe. Ti dogodki so po vojni redko prišli v javnost, saj je bil Rozman po smrti povzdignjen v ikono narodno-osvobodilnega boja. Bil je razglašen za narodnega heroja. Po njem so imenovali vojašnice, ulice in šole. Njegova podoba pa je skoraj postala svetniška. O njem se ni smelo govoriti kritično. Vprašanja o vojni etiki in odgovornosti pa so bila dolgo časa potisnjena na stran. Rozmanova smrt je prišla nenadoma, v času, ko je njegova vojaška in politična vloga v gibanju dosegla vrhunec. Umrl je čudne smrti 7. novembra 1944 v Lokvah pri Črnomlju, med testiranjem britanskega minometa, ki je eksplodiral med vajo. Uradna razlaga pravi, da je šlo za nesrečo, vendar so se po vojni pojavile tudi govorice,
da bi lahko šlo za namerno odstranitev. Ena od teorij trdi, da je Rozman postal preveč neodvisen in da je zagovarjal večjo avtonomijo slovenskih partizanskih enot znotraj jugoslovanskega odporniškega gibanja, kar naj bi bilo za vrh komunistične partije Jugoslavije politično vprašljivo. Te teorije ostajajo brez dokazov, a dejstvo ostaja, da se je njegova smrt zgodila v občutljivem obdobju reorganizacije partizanskega gibanja in koncentracije moči pod Titovim vodstvom. Po vojni je bil Rozman idealiziran kot vzoren vojak in simbol narodne osvoboditve. Njegovo življenje je postalo vsebina učbenikov, a sčasoma so se začela odpirati vprašanja, kaj je vedel o zločinih, je bil res neodvisen poveljnik ali le izvajalec ukazov iz političnega vrha. Bi danes gledali nanj enako, če bi imeli popoln dostop do vseh virov? Danes zgodovinarji na Franca Rozmana gledajo bolj analitično in manj ideološko kot nekoč. Mnogi priznavajo njegov izjemen vojaški prispevek in pomen za razvoj partizanskega gibanja, a obenem opozarjajo na potrebo po kritičnem pregledu njegove vloge znotraj širšega konteksta revolucionarne vojne in njenih posledic. Njegovo življenje je zgodba o tem, kako se revni hlapec prelevi v generala, kako vojna rodi junake in kako politika iz njih ustvari simbole. Franc Rozman Stane ni bil ne angel, ne zločinec. Bil je človek ujet v brutalnost svojega časa s plemenitimi cilji, a tudi s težo odgovornosti na svojih ramenih. Hvala, da si gledal do konca. Če želiš podpreti moje delo, lahko postaneš član kanala ali doniraš. S tem mi boš pomagal raziskovati zgodovino z še večjo motivacijo. Se vidimo v naslednjem videu. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če mi je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.